kandidatov več, kakor jih pa potrebujemo, kar se je prvič naredilo. In jaz sem mislil tako, da bom danes prinesel s sabo recimo 40 listkov, na katerih bodo vsi napisani, potem bo pa vsak lahko samo enega obkrožil, bomo še sešteli in tisti bo šel naprej. Vendar iz stališča stranke bi bilo pa kljub temu, da je to demokratično, bi bilo pa to pravzaprav slabo. Ker mi že na zadnjih volitvah, ko se je Rajsar ponujal in ni na koncu zmagal, nam je samo par glasov manjkalo, da ni postal tudi Smolnikar poslanec. In zdaj med vsemi temi štirimi, ker zdaj jih imamo 5, z ozirom na to, ker je tudi naš predsednik prišel do tega prepričanja, če je imela Julijana v svoji stranki pri zadnjih volitvah 5300 glasov, jih med temi našimi 4 nihče ne bo zbral 2500. Ona jih 2500 bo, 5300 pa ne, tudi vam je jasno. Sam prej bil SD, ni bil Desus. Kako? SD je kandidirala ne pred Desusom. Ja, seveda. Samo ona je zaradi sebe dobila toliko glasov, ker je šla v vsako vas in ker se je tudi naslednji mandat obnašala, da je vsako stvar pogledala, se vtikala, pomagala ljudem, celo na pogrebe, ki je bila tudi izven Kamnika in tako dalje. Veste to, ne pozabim. Bo več kandidatov, pa bojo 2, 3 ali pa 4 je evidentirani. Meni se pa zdi prvo, da grejo v proceduro tam, kjer pač je soglasje, da ta je dober, pa ta je dober, pa ta, da grejo vsi v proceduro. Ker tudi, če boste vi enega predlagali, to še ne pomeni, da je ta kandidat tisti, ki bo na koncu potrjen. Zato, ker je pač določena procedura, seveda je največja odgovornost na občinski organizaciji, da sploh evidentira, da najde primerne ljudi. Gospa Julijana, kot veste, je zapustila stranko SD. Zapustila je, zato ker je bila nezadovoljna z izvajanjem programa. Jaz moram reči, stranka Desus in SD, ampak ta socialdemokratski del SD-ja, ne liberalni, ne tiskaj pa rok, pa še pa cikl, pa tako. To je tudi po moje Pahorja stal. Mi smo zelo slični v programu, tako kot SD se zauzemamo za javno zdravstvo in tako naprej, socialno državo in tako. Tam žal, ko so dobili to zaupanje volivcev, pač niso izpolnili tega pričakovanja, niso dosledno uresničevali program. In Julijana tudi bila že nekaj časa nezadovoljna s to politiko. Je zapustila stranko in mi dva sem imela pogovor. Jaz moram reči, da sem že prej spremljal in upazoval, da vsakega poslanca v državnem zboru natančno spremljam, kaj počne, kaj govori. Pač moram kot predsednik stranke. Meni se zdi, da je ona, kar se tiče programa stranke, prava oseba. Zdaj, nekateri boste rekli kameleon, kakšen izraz je bil, ampak, veste, v življenju ni nič, sem ga ni nič končnega, ta situacija se spreminja. Jaz moram reči, jaz razumem prihod Julijane v našo organizacijo v Kamnik kot nova moč, kot neka nova kvaliteta. Jaz bi si tudi želel, da jo lepo sprejmete, kot smo jo tudi mi v vodstvu stranke lepo sprejeli, ker vsak nov član je dragocen. Po odstopu, na katerega najbrž je bilo dosti napisanega, tudi v medijih, se ve, zakaj, kako je do tega prišlo. Sem se pač odločala ali naprej v politiko ali pa pustiti politiko, ker obe dve varianti sta možni. Vendar
vendar je prišlo toliko strani različnih, torej od civilnih organizacij do drugih, tudi vabil, da sem nekako ugotovila, da je resnično, da je pametno tudi za ljudi, torej da tudi takšni poslanci, ki jim je vse, kaj se dogaja s socialno državo, kaj se dogaja tako z starejšimi, z ostalimi generacijami. Sem se trudila v to smer, da se to življenje olajša. Tisti, ki me poznate, veste, da je bilo tako. No in zadnje čase se je pa zadeva prenesla, ne samo zadnje čase, že lep čas, ampak zdaj imamo, ravno jutri bomo obravnavali v parlamentu zakon o izvajanju dejavnosti splošnega pomena, ki prinaša pa še privatizacijo javnih zavodov. Skratka, pomeni, da je bilo potrebno opozoriti, da to se pa ne sme zgoditi, ker to pomeni konec socialne države. To je en del, drugi del, ne vem, če ste slišali, da se pa ta privatizacija že konkretno poskuša izvajati, namreč v veljavi je poziv za prodajo železniškega zdravstvenega doma. To ni samo en zdravstveni dom, en zdravstveni dom, ampak ta zdravstveni dom je tako velik, da ima stavbe in zemljišča na elitnih lokacijah po celi Sloveniji. Sva se tako pogovarjala s Karmom in tako kot je on rekel, torej na področju sociale imamo podobna stališča. Tudi sama sem napisala ta del, ki se tiče socialnega dela našega programa in tam smo tudi odločno povedali, tako kot piše v programu Desusa, mi smo za privatizacijo in komercializacijo javnih zavodov in javnih storitev. To je odločno napisano v obeh programih in to je tista stvar, ki me je nekako prepričala, tudi ostale stvari, posebno pa še to, da postaja Desus širša stranka, da se začenja, torej, da se usmerja na to, da je potrebno se ukvarjati tudi z drugimi področji življenja, zaradi tega, da bomo zagotovili tista sredstva, da bodo lahko starejši in tisti, ki so nemočni, ki ne morejo več sami zaslužiti, da bodo lahko imeli sredstva, da bodo dostojno živeli. To je v bistvu tisti del, za katerega se sama zauzema, da smo kompatibilni, da lahko delamo skupaj in da lahko, tako kot so želeli tudi številna, tudi civilna gibanja, da še vedno ostanemo na politiki. No in to je bila moja odločitev in zato sem danes tukaj, zapovedila sem vam še enkrat, zato zahvaljujem, sem vesela, da sem v naši sredi in mislim, da bo to naše druženje postalo še bolj prijetno, kot je morda ta trenutek. Nisem več v politiki, tudi v tej sobi so nekateri, ki so v minulih dneh izjavili, no zdaj smo se Toneta rešili, zdaj pa Koral pripelje Julijano. Tone Smolikar ni kandidat, bil je pred 3 leti, v 40 glasov zmanjkalo. Torej, nekateri tudi v tej sobi so se že videli na tem mestu. Je pa res, da boš predsednik povedal, ali ste se pogovarjali na izvršilnem odboru, da prebežnikov ne boste imeli pri sebi. Predsednik, zelo te spoštujem, ampak ta današnja tvoja poteza, da si pripeljal Julijano sem gor, je višek demokracije, ki so je Desus na najvišji ravni prvošel. Z Julijano smo pred 4 leti, oziroma pred 7 leti sodelovali, jasno, potem je šla v stranko, tudi s svetnikoma ni, je prevzela stranko, s svetnikoma sedaj nekaj dost imela kontaktov, ampak pred volitvami za župana lani so se zgodbe kar grde dogajale in dogajale so se tudi v času mojega zadnjega mandata, ko je Julijana prevzela svoje vajeti in seveda samo počrtal sem si 2 misli iz enega teksta, ki je bil en dan, samo 1 uro objavljen, ampak vendarle. Rekla je na soočenju, da sem jaz z direktorjem Gregorjem Fickom, direktorjem Direkcije za ceste, osebno ukrepal,
da se ne začne gradnja mostu v Stranjah. To je bila največja laž na soočenju. Še danes tudi poslanka Julijana Bizjak-Mlakar ni rešila tega problema in še kaj za Kamnik v Kamnik ni pripeljala nič. Poslanec Rudi Veršnik je bil 4 leta poslanec, pa 23 mesecev nadomestilo poslansko rekel, pa tudi za Kamnik ni naredil nič. Še ena večja pa zadeva predsednika Korona, ki je bil minister za okolje in prostor. Koral, če lahko prisluhneš temu. Kakšen očitek sem dobil? Mislim, da sem ti ga tudi povedal. Pri projektu osnovnih šol sem se osebno boril z ministrico za obrambo 9 mesecev. Z delom Balantom in še mnogimi, da ne bi bilo na osnovi 2 dokumentov Ministrstva za obrambo potrebno preprojektirati šole in spremeniti, oziroma narisati čez projektirati zaklonišča. Gospa Julijana Bizjak izjavi, da želim tudi protikorupcijsko, to je bilo zapisano, doseči s takratnim ministrom, torej z ministrom za okolje, gospodom Karlom Erjavcem, da ne bi bilo potrebno zgraditi zaklonišče v osnovni šoli Frana Albrehta. To je bil višek, ki seveda je pomenil risanje, projektiranje zaklonišč in še milijon pa po več stroškov in zato še danes ne gre ta projekt naprej. Lista Toneta Smolikarja je dobila 7 svetnikov. Lista Toneta Smolikarja, Rudi, predsednik Branja je bil takrat in tudi jaz, smo naredili to listo 3 svetnikov, ki so tudi s pomočjo Julijane trdno odločeni in trdno podpirajo župana. Ne ga podpirajo, jaz sem se umaknil, zato ker me ne mara, zato ker ga javno nisem podprl. Ampak mi smo listo 7 svetnikov dobili, lista 3 svetnikov, ki tudi seveda ne funkcionira tako, da bi bil dobro za Kamnik. Tle so te zgodbe, ki me žalostijo, zapravili bojo ves denar za te šole. Če bi koalicija, kjer je tudi Julijana Bizjak-Mlakar, pravilno funkcionirala, bi danes bilo 5 milijonov 900 minus stroški arhitektov v skladu za šole. Zdaj pa slišim 5 milijonov, da jih bi bilo, ker niso 750 evrov lani dal iz proračuna. Zdaj pa seveda naj bi v direktor, ker je naddirektor, nadžupan, nadjulijana, nadpodžupan Kokotec, on vse zadeve pele, bom rekel Domžalčan, in zdaj na šoli Frana Albrehta prav, da je sam še 4 milijona. Svetniki, ki ste tu, pozivam vas, bodite previdni. Slišim, da bodo Toma Brejca, ker je tako občinski svet sprejel, začeli graditi, ko bojo gradili, ampak zdaj bojo v Svilani peljali otroke šole Toma Brejca, do let v šolo kja hodili. Tudi s pomočjo Julijane, med župan Marjan Šarec, ki smo ga podprli, jaz ga pa nazadnje nisem podprl, tudi s pomočjo Julijane je še bolj šort na mene. Julijana pravi, za mobbing ne ve. 8 ljudi je bilo med prejšnjem dol zaslišanih na delovnem sodišču. Nastavljali so šefe, ki nimajo pogojev. Zakaj mora direktor Lado Korošec pol leta pred koncem mandata v penzijo? Zato, ker bomo podrli kamen. Nič ne bomo naredili, ampak jaz sem se umaknil, po domači bom povedal, prej sem teden sem šlop skuhal pravim pomenu besede. In mislim, da je to velika zabloda, Koran, govorim v svojem imenu, jaz sem samo častni član moje liste, ampak to, kar se tudi v občinskem svetu dogaja, je slabo za Kamnik. Jaz mislim, da on ne bi smel zdaj vse občinske in nekakšne druge probleme vlačiti na odgovorov bi bil lahko, ampak se bom tega vzdržala. Mislim, da bi morali gledati prvič naprej, če so bile kakšne zamere. Mi je žal, če so bile zamere, z moje strani se tako ni bilo nikoli ničesar zelo namertnega. Delovala sem vedno na to, kako izboljšati stanje, kjerkoli je bilo, tisti, ki me poznate, veste, da nisem takšne sorte, da bi bila, niti nisem zamrljiva, niti kaj drugega, ker da ste ne bom jedala grdo, to moš vedeti. Kot se mi je zdaj.